Lepo pozdravljeni v novi epizodi večerjega podcasta in tokrat v izjemno prijetni družbi Zale in Gašperja. Zelo dolgo se nismo videli. Sta zrasla, kaj sta zakaj spremenila v tem času? Jaz sem zrasla za 3,5 cm. Hecam se. Gašper, je vse tam, kjer je bilo? Vse tam, kjer je bilo. Odlično. Pa ti? Jaz bolj v širine rastem in se ožam, ampak načeloma zdaj sem nekje na 2019, recimo, našem letu. Ne? In tako, to je bilo tudi zadnje leto, ko smo v tej zasedbi skupaj sedeli. Bil je en čudovito topel maj, bil je Tel Aviv, poln enega vznemirjenja eurovizijskega. Bil je en svet, ki je malo drugačen od tega, ki ga danes doživljamo, en drug čas. A sta se vidva kaj spremenila med tem času? Pa zdaj ne mislim, višinsko. Ja, zelo. Torej, največja sprememba je bila po covidnih časih, ko smo na nek način padla iz sveta, v katerega sva padla 2017, 2018, ko sva začela izdajati glasbo. In sicer Zala, ti si nekako ugotovila, da v bistvu tebi nikoli ni to zares ustrezalo, ta življenjski stil. Hvala, Gašper. Mislim, meni ta življenjski stil res ni ustrezal. Tako da jaz sem se zdaj malo bolj spustila v književnost, v knjige. Rada se skrijem v kot in se zakrijem s platnicami in se potopim v druge svetove in druga življenja. Ja, jaz pa nadaljujem. V bistvu kot frontman zasedbe Zala in Gašper za njeno podporo. Do tja pa še pridemo, da takoj ne spustimo glavne bombe. Se mi je zdelo, da na to naviguješ. Dramaturško bomo zdaj stopnjevali. Pomembna novica, danes prihaja mimogrede. Torej, po vsem Tel Avivskem kaosu, ki smo ga skupaj doživeli in tudi sta se potem, tudi kar nekaj časa sta bila še prisotna zelo na sceni, ne? In potem pa sta se v nekem trenutku iz te prve frontne linije slovenske glasbene scene omaknila v svojo škatlo, v svoj boks, da uporabim vajine besede. Kakšno obdobje je to bilo? To je bilo zelo stresno obdobje. To je v bistvu bilo obdobje, ko so najni prijatelji, najboljši prijatelji oziroma tisti, ki smo mislili, da so nam najbližje, ki so bili tudi najni sodelavci, ki so v bistvu malo po malo začeli pritiskati na naju, ker so tudi videli, da se začenjava umikati. In potem sva si enostavno vzela 1 leto pauze, da se vsi odnosi razčistijo, da se vse skupaj resetira in da na novo vzpostavi v nek sistem ustvarjanja, ki nama ustreza. A je bilo škatlih, da je tesno? Ja, zelo. Mislim, meni se zdi, da nasploh je v tem svetu, v tej sceni je tako, da si moraš vedno želeti vedno več, pač moraš si želeti večje odre, moraš si želeti večje številke na Spotifyju in nikoli ti ne sme biti dovolj, nikoli ne smeš biti sam zadovoljen s tem, kar imaš. In meni osebno se to zdi ful butasto, meni se zdi ful butasto, da bi jaz morala izdajati glasbo samo zaradi tega, da lahko dam ven nekaj novega, da lahko ljudje poslušajo nekaj novega, čeprav mi je všeč že tisto, kar je zunaj. In meni se zdi, da so to leto oziroma zadnja leta pač nekako to raziskovala, mogoče, da glasba res ni, da ni point glasbe, da ti cel časom nekaj izdajaš, ampak da imaš nekaj zapovedati. Predstavljam si, da je ena ekstremna medijska pozornost, ki sta je bila deležna, kar pa za pokrajeno obdobje, zelo nenavadno vpliva tudi na en par, čisto po človeški plati, po emocionalni plati. Kako sta kaj zvozila? Pravzaprav vse te turbulence, vse te, ne vem, naslovnice, pisali smo vsega Boga. Ja, ste, ja. Ja, jaz mislim, da glede na vse skupaj sva za svoje standarde izvozila izredno dobro. Tudi na nek način nisva rojena nastopača, rojena zabavljača, kot so mogoče drugi na slovenski sceni, ampak to je na nek način ravno razlog, da pa piševa takšno glasbo kot jo. In ja, v bistvu je šlo iz tega, da sva v začetku najnega ustvarjanja izdajala res sam komade, v katere sva bila 100% prepričana. Jih pisala sam, ko je bila 100% motivacija in neka zgodba zadaj.
Potem pa v bistvu sva se iz leta v leto pustila nekako prepričati strani industrije, da pa je boljše sam delati na količino, da daš ven album, sta 2 hita, ostalega sploh ljudje ne poslušajo in grejo dalje in nama to enostavno ni nikoli ležalo in nama je bilo zelo, zelo, zelo hudo, ko sva ideje, v katere sva res verjela, na pol dodelala in jih dala ven zaradi nekega časovnega pritiska, ki sva si ga včasih tudi sama dala, ravno zaradi tega, ker sva nekako hotela ugoditi industriji v tem smislu. Ja, čeprav glede samih medijev pa člankov, pa se mi zdi, da na eni točki moraš sam začeti ignorirati vse, ker žal ne moreš kontrolirati tega, kaj pride ven. Tudi recimo, karkoli bom jaz danes povedala realno, jaz ne morem kontrolirati, kateri stavek bo nekdo vzel in iz njega naredil zgodbo. In jaz bi rekla, da celo tisto obdobje sem jaz dala skozi tako po moje v nekem transu. Jaz se ničesar ne spomnim. Jaz se ne spomnim niti enega intervjuja, niti enega pogovora, pač vse sem potlačila in po moje šla skozi sem v nekem modu, ki ga moraš pač vključiti, ko je tak. Zasledil sem intervju, v katerem si me zelo presenetila z eno zelo osebno zgodbo, da je to obdobje tebi prineslo tudi nekaj osebnih težav, tesnobe. Kaj se je dogajalo? Še zdaj ne vem točno, jaz sem lani prvič, je bilo to lani, kjer leto je zdaj? Zdaj je 2023, lani je bilo 2022. Ja, mislim, da je bilo lani. Ja, sem izkusila svoj prvi panični napad pred enim snemanjem, ki so ga imela, oziroma fotkanjem, ne spomnim se. Pač res na točki, ko sem bila ziher, da umiram. Tako res, pač ziher sem bila sem tako, ok, Gašper, jaz sem zdaj umrla, lahko pokličeš mojo najboljšo prijateljico, če ti je, ampak to je to. In potem sem ugotovila, da pač nekaj ni ok. In to se mi je še parkrat ponovilo, pa jaz mislim, da celo življenje pač bo to nek del mene, ampak zdaj znam že ful dobro kontrolirati in se znam pač pomiriti in umiriti dihanje, umiriti pač bitje srca, karkoli. Ampak je grozno. Kako res začutiš ta panik? Jaz nimam še te izkušnje zaenkrat. Sreči. Ja, zaenkrat. Kakšen je občutek tega paničnega napada? A to kaj, kamen na prsih ali ne vem? Ok, predstavljaj si, da boš naenkrat skup padel, srce ti bo eksplodiralo, bruhal boš, nehal boš dihati, sesul se boš v enem. Oh, wow. Pač, jaz sem bila res 100% da bom umrla. Pač res je grozno, tako jaz, dokler tega nisem doživela, si nisem znala predstavljati, kaj ljudje mislijo, ko rečejo panični napad. Sem mislila, da mogoče pač malo težje prideš do zraka ali pa karkoli, ampak je res je grozno, res je obupno. Torej, rdeče lučke se prižgejo, naenkrat, Ja. vse hkrati očitno, ne, po dolgem času. Kaj sledi temu? Potem eno obdobje, ne vem, preizpraševanja, ne vem, dvomov, kako se lotiš pravzaprav izhoda iz tega paničnega tunela? Ja, nekako idealno je najti po moje vzrok, kaj to povzroča, ampak če si oseba, ki je dovzetna za to, bo pač lahko na koncu karkoli vplivalo na to, da ti padeš v paniko. Tako da meni se zdi najboljše, da se v tistem trenutku znaš osredotočiti na okolico, recimo ne vem, neki prijemi so, da poiščeš vse stvari zelene barve ali pa da začneš poslušati, kaj slišiš okoli sebe, da vidiš neke stvari, da si predstavljaš, kak je na otip ta krožnik, pa take stvari. Torej prizemljiš se in s tem pač pomagaš telo nekako spraviti v neko normalno stanje. Ampak se moraš res odločiti, da to hočeš, ker če ne, lahko začneš sam dalje divjati. Pač jaz sem tisto noč nisem nič spala, jaz sem pač cel čas bila samo v tem nekem stanju in zjutraj sem morala na vlak v Ljubljano iti posneti video spot in pač sem morala dati to skozi. A tebi je bilo jasno, kaj se dogaja? Ja, v tistem momentu mogoče nisem bil pripravljen popolnoma sprejeti tega iz vseh aspektov, ampak mi je pa bilo jasno, da v bistvu vse to, kar se je subtilno kazalo skozi leta, da je potem začelo dosegati res pač slabo voljo v tej meri, da enostavno ni bilo več znosno, niti mi ni bilo ok gledati osebo, ki jo imam najraje na svetu v pač stiski, ne. A tvoji ventili so dobro porihtani in nastavljeni za izpuščanje pare, ko se nabere? Ja, dosti, mislim, zelo dosti športam.
ko se res nabere, najraje grem na. Pardon. Zokenčke bi rabo. Ko se res nabere, najraje grem na kolo in tam grem čisto do konca, dokler se ne vsipam in potem grem spat in je to nek moj način, v bistvu, kako spustiti svoja negativna čustva. Je pa tak, da meni pa ta kariera neverjetno dobro ustreza. Jaz se dobro počutim, zelo, zelo redko komurkoli zamerim, ko napiše karkoli slabega o meni. Tudi negativni komentarji so mi super reklama in se me ne dotika to na ta način, ampak tu sva zalo čisto druga človeka in logično je, da ona od mene ne more pričakovati, da naj bom nekdo drug in jaz tudi od nje, ne. Pravijo, da je na slavi nekaj heroinskega, da te malce zasvoji. Očitno ne? Ali, glede na to, da sta že omenila, da se Zala malce umikaš z prve vrste? Ja, mislim, meni se zdi, da je slaba, tako vse ima pač svoje dobre pa slabe strani. Dobra stran je, da te naprimer lahko prepozna nekdo, ki dela v knjigarni in je ta knjiga bi ti lahko bila všeč. To je dobra stran. Slaba stran je, da vsi mislijo, da te poznajo in pač so te enkrat videli na televiziji in točno vejo, kakva oseba si, ampak ne vem, jaz osebno se ne vidim v tej sliki več, jaz bi ful rada sem prodajala knjige v neki knjigarni in bi ljudje prišli do mene in me vprašali, kaj lahko kupijo svoji nečakani za rojstni dan, pač to so za mene moje sanje, ki bi jih rada živela čim prej. In jih na nek način tudi živiš, ne? Če en tvoj zelo aktiven knjižni klub obstaja. Povemo kaj več o njem, prosim. Ja, Za vse bralne molje. Torej, organiziram enkrat na mesec oziroma enkrat na 2 meseca organiziram srečanje svojega book kluba, Zalin book club se imenujemo, zelo originalno. Srečujemo se točno tukaj, dansko točno tukaj na tej klopci, ker je zelo prijetno. In v bistvu vsakeč govorimo o eni knjigi, ki jo prej izberemo. Trenutno se pogovarjamo o neapeljskem ciklu Elene Ferrante, ker so moje najljubše knjige in imamo ful dobre debate, ker je vsaka knjiga polna dogodkov in karakterjev in se lahko res dosti pogovarjamo. Tako da to je ena ful fajn stvar, ko sem jo že dolgo hotela narediti, da zberem ljudi, ki se radi pogovarjajo o knjigah in debatiramo 3 ure o eni knjigi, ki nikogar drugega več ne bi zanimala, ampak mi pa se pogovarjamo 100 ur. Taka Oprah, ne? Oprah je bila zelo uspešen book club. Ja, ampak ne, mišljeno je vseeno tako, tudi zato, ker se mi zdi, da v Mariboru ni dosti takih dogodkov mogoče in je fajn, da se ne dogaja vse samo v Ljubljani, ampak da lahko tudi v Mariboru tu zraven piramide pač se pogovarjaš o knjigah, ki jih berejo vsi po svetu. Kakšen je protokol, če hočeš pristopiti k temu krogu knjižnemu? Ni ravno težko. Lahko me kontaktiraš, kjerkoli me najdeš, ampak sicer pa objavim ponavadi en tak link, kjer se lahko prijaviš in kupiš vstopnico za 0 evrov, ki meni služi samo zaradi tega, da dobim tvoj e-mail in ti lahko napišem, če se je kaj spremenilo, kakšni plani. Ampak člani se lahko vsak, ker jaz ne bom nikomur nikoli odrekla tega, da se lahko pogovarja o knjigah, če se želi, razen če je nespoštljiv, ker nikoli ne bom tolerirala nobene diskriminacije v svojem book clubu. Sicer pa ni ravno težko. Kdo izbira knjige? Knjige izbiramo vsi skupaj, na vsakem srečanju se dogovorimo, kaj bomo brali naslednjič. Torej, ni diktatura, ne? Ne, absolutno ne. Tudi jaz bi rada konec koncev skozi ta book club spoznala več knjig pa avtorjev. Tudi ne bi rada bila pač ves čas sam na enem. Mislim, mi je ful fajn, da kdo predlaga tudi kaj, kar meni ni všeč. Recimo, pogovarjali smo se o norveškem gozdu Murakamijem, ki je meni osebno grozna knjiga. In je bilo tudi ful fajn, da smo pač imeli različna mnenja in lahko debatirali na ta način. Tako da tudi, če bi imel kdo kdaj kak predlog za knjigo, ki bi jo lahko obravnavali na book clubu, je zelo zaželjeno. Gašper, za kakšnimi platnicami se pa ti najraje skrivaš? Ali se sploh skrivaš za platnicami? Zelo malo. Jaz večkrat rečem, da
pač berem note namesto knjig. In res igram ogromno klasične kitare in preberem ogromno not. Sicer pa mi je v bistvu precej všeč Zalin okus za knjige. Tudi knjige o kanibalizmu. Nekatere knjige bere take, da nikakor ne razumem, zakaj bi kdo to bral. To je Zala. Dobra istočnica, kanibalizem. In ob kanibalizmu bi se za hip samo še malce vrnil v vajno najbolj hardcore obdobje glasbeno. Spoznali smo vas kot en tak zelo originalen, samosvoj, do neke mere tudi samozadosten par, verjetno. In všeč nam je bila vajna originalnost. To, da se nista dosti ukvarjala z trendi, z mnenji, z prigovarjanji. Ne? Ampak nekje tekom tega smo vas začeli pa pravzaprav sooblikovati. Pričakovanja so rasla. A sta Zala Gašper na neki točki začela postajati karikatura tega, kar sta mogoče v štartu bila? Sigurno je to, kako ljudje dojemajo brand, na nek način je brand. In kot je Zala rekla, mi dva ne kontrolirava do vsake pike, kaj pride ven in kaj ne in kako se to interpretira. In potem si ljudje začenjajo ustvarjati sliko o tebi in ta pričakovanja dostikrat potem dejansko posežejo v tvoj način ustvarjanja, tvoj način komuniciranja, ampak tu sva se nekako zgubila od časa do časa. Ja, ampak meni je ful všeč, da ti to rečeš, ki pač prihajaš samo iz medijskega sveta, ker mi je všeč, da lahko prepoznaš to in se absolutno strinjam s tabo, da so na neki točki, da je pač najn brand postal karikatura, ker meni se zdi, da recimo pač niso se dostikrat namazala, meni se ne da ukvarjati z make-upom. Make-up je krasen, res je lep, ampak meni se ne da ukvarjati z njim. In pač meni se zdi, da so na ljudje začeli dajati v neke okvire, ko niso bili nujno absolutno resnični. Pač ni res, da recimo bi mi dva, ne vem, veš kaj mislim, tako gre več. Ni res, da se nikoli ne bi namazala. Ne? Ja, pač meni se zdi, da ljudje ful radi dajo vse v ekstreme in pač če enkrat nekaj narediš, pa moraš vsakeč tisto narediti. In se mi zdi, da je pač tudi to težko, recimo, ko je bilo pač vse čas rečeno, da se mi dva ne smehljava na slikah, ne. To je meni tako smešno, ker meni se zdi, da imamo mi dva toliko slik, na katerih se smejiva, da pač sploh ne vem, kako se je to začelo realno, ne. In neke take stvari mogoče pa, da so kao ful tiha in sramežljiva, pač ni res. Jaz bom prvič, ko vidim osebo, povedala vse o sebi. Jaz pač sem odprta knjiga in mogoče v tem smislu jaz so vsekakor postala neka vrste karikatura. Sponzorji so se kar naenkrat pojavili. Še nenavaden moment v vajeni zgodbi. Se spomnim, ne bom zdaj jih našteval, ampak ne vem, kaj nekaj sta, mislim, da sta oglaševali eno pijačo, pa jopce, športne in tako, ne. Kako da se pa znašla v tem, ko v bistvu postaneš oglaševalec, promotor, kar ni najbolj v vajenem slogu, po mojem, ne? Ja, mislim, fajn je, da si lahko z nečim kupim knjige. Pa tudi sicer ena sodelovanja so v bistvu ful fajn. Recimo, spet ne bom zdaj omenila znamke, ampak našla sva svojo najljubšo kavo, ki je res dobra. Pol ena določena znamka je meni krila zelo veliko knjig, naprimer. Ja, potem včasih dobiš nek produkt in si tak, o moj bog, to je dejansko dober produkt. In potem si vesel, da oglašuješ nekaj, v kar dejansko verjameš. In to je najtežji del vsega. Sorry, še eno sodelovanje, ki je bilo res cool. Ko tudi zdaj ne bom zelo jasno povedala, ampak ena znamka vode je naredila vodo, ki ima mogoče nekaj veze z mojim imenom. Nenavadnim imenom, ja. In je dala pač še Gašperjevo ime zraven in tako lepo ilustracijo. Tisto je bilo res luškano. Pa fajn je bilo, ker vseeno ni bilo za prodajo, ker ne bi jih nujno najbolj z veseljem več ne bom šla v to zgodbo, ker bom spet nekaj rekla in bom spet enkrat drugič nekaj naredila. Ja, to lahko izrežemo. Ja. Ampak saj ne nazadnje tudi mediji živimo od oglaševalcev, ne? Res. Ja, se na nek način vsi. Obljubim, da neham žnjariti z Tel Avivom počasi, ampak imam enih spominov na to obdobje, takrat tudi zame je bilo zelo intenzivno in ga ne morem pozabiti, ker je bila v bistvu zadnja normalna Eurovizija, preden se je, kot rečeno, zaradi pandemije in vsega svet sesul in tudi Eurovizija zelo spremenila.
kar nekaj cirkusa je bilo takrat okrog vaju. Ne? Bila sta izjemno popularna, izjemno oblegana, na medijem sta bila dobesedno na pladnju, nenavaden mlad par, čudno razpoložen, malce tečen občasno, ne tako zelo vesel, kot bi si mogoče kdo želel. Ne? A bi danes kaj drugače naredila tistega 2019? Jaz se na tej točki ne bi spustila v te vode. Raje bi šla mogoče kot spremljevalka, pa jedla humus cel dan, pa sam pač spodbujala osebo, ki je na odru. Mislim, lahko je biti pameten za nazaj. Ne? Če bi bila zdaj s tem, kar zdaj veva nazaj tam, seveda bi naredila ene stvari drugače. Mogoče bi bila malo manj nesramna do enih ljudi, jaz ne bi grdo nazaj govoril novinarjem. Polno enih takih stvari, ko jih veš, ampak je tako, da enostavno ene stvari veš, pa se jih moraš naučiti na lastni koži. In to boli in to je tudi čar tega. Ne? In da se je to zgodilo takrat, ko se je, pa da se je to dogajalo pri takratnih najnih letih, sem zelo vesel, ker bi mi bilo zelo težko delati napake zdaj. Ena zanimiva prelomnica se je zgodila, vmes razšla sta se založbo Universal Records. Kaj se je zgodilo? Pogodba nam je potekla. Aha. Nič dramatičnega. V bistvu smo imeli pogodbo za 2 albuma in ko so izdala album Love Letter, ki ga imam tukaj, je v bistvu naša pogodba avtomatsko potekla. Ja. Nobenih sous, nobenega metanja papirja, nič. Šalim se. Ja, nismo v istih mestih, ne? Zato nama je tudi super, da smo v Mariboru, da smo ločena od ljubljanske scene, kjer so vse korporacije. Čisto tako, midva bi dejansko žal so se zgodile ene stvari, ki se jih ne bomo po mojem nikoli povsem oprostili, pač proti koncu našega sodelovanja. In žal so naju ovirali pri tem, da enostavno niso delali stvari toliko hitro, kot bi midva hotela, in potem niso bile vse stvari tako rejene, kot bi morale biti. Tak da... Ampak izkušnja je bila še vedno ful fajn. Jaz bi še enkrat šla v isto stvar, še enkrat bi delala z istimi ljudmi, ker sem si vseeno nabrala dosti izkušenj, pa spoznala dosti ljudi, ko jaz upam, da jih bom imela v svojem življenju do konca v življenju. Ja, z Universalom smo bili neverjetno dobra ekipa svoj čas. Ampak odnosi nihajo, jasno. In zdaj je boljše, da smo nekaj časa za sebe. Kar je zdaj kar dobra istočnica. Skoraj se je danes zgodilo, da bi midva z Gašperjem sama tukaj sedela. Ko smo se pogovarjali za intervju, je rekel Gašper, ja, ampak pridem sam jaz, ne. In pa sem se jaz seveda nakremžil, ker pač zdaj Zala Gašper bez Zale, ne. Zakaj? Obstaja razlog za to, ne, da sva skoraj sama sedela. Spreminja se vajina zgodba. Ja, zaradi tega, ker Zali to več ne ustreza, meni pa zelo, in je glasba vse, kar si želim delati. Sva se odločila, da enostavno jaz nadaljujem najin brand in z novim izidom predstavim sebe kot vokalista. In enostavno glasba je ista, brand je podoben, stvari gredo naprej. In upam, da me bodo ljudje čim bolje sprejeli. Vprašanje, ki je zdaj seveda se samo porodi, Zala Gašper, ne? Še zmeraj je Zala v brendu. Ampak kje v tej zgodbi potem Zala še sploh ostane? Isto bi lahko ljudje za mene govorili zadnjih 5 let, ne? Ampak jaz imam Zalino podporo. Skupaj piševa pesmi, skupaj jih snemava. Brand ostaja
isti, ker dejansko je to brand, mi dva sva skupaj podpirava drug drugega v dobrem in slabem, tudi ko je to težko in ravno to je po moje vedno bil point najnega branda, to medsebojno sprejemanje, tudi ko to ni najlažje. In mislim, da to doda tisto pravo dimenzijo temu, kar sva dejansko imela vedno v mislih za naju. Jaz po pravici povedano, meni bi bilo lažje, da bi vse ostalo tako, kot je, ampak o tem tudi pesem govori. Čas ne teče nazaj, pa tudi, če bi včasih hoteli, da bi, ne. In čustva se spreminjajo in želje se spreminjajo in ljubezen pa je ostala in mi dva se imava full fajn, v bistvu boljše kot kadarkoli. Nova pesem, povemo še kaj o njej? Naslov, kdaj izide, ker zagotovo vajni zvesti oboževalci, ki jih je ne nazadnje skozi leta ostalo, pa zelo veliko, tudi mednarodnih, ko gledamo vajne posnetke na YouTubeu, teh tujih komentarjev kar dežuje in so še zmeraj enako zaljubljeni v vaju, kot so bili 2019 ali 2018. Kaj torej prihaja? Naslednjo sredo, 20. septembra, bova predstavila novo pesem. In, naslov je Morski psi in govori ravno o tem, o nenehnem spreminjanju naših čustev, naših želja. Nasploh o vseh teh spremembah v našem življenju, do katerih mislim, skratka o tem, da res čas ne teče nazaj in da vse gre naprej. Hkrati pa pesem nudi občutek tega, ko v bistvu lebdiš na morju, gledaš v nebo in sam si, ne razmišljaš o včeraj, ne razmišljaš o jutrišnjem dnevu, samo o tem, kar je. Čudovita, zveni čudovita. Torej, nova diva v družini. Pozornost se razmerja, vse ta bila zmeraj skupaj. No. Sta pa med tem, Zala, mogoče dopuščaš priprta vrata, da boš zdaj zaprla platnice in odprla vrata nazaj na oder? Mislim, jaz sem se naučila, da sploh v medijih, da sem nikoli ne bom naredila tega in tega. Se ne. Ampak... Kaj? No, itak, da ne bom rekla, da nikoli več ne bom delala glasbe, ker to bi bilo butasto, da bi rekla, ker si vsak dan full poem in tečnarim Gašperju z različnimi priredbami Baha. Resno je zadeve. Ampak v tem trenutku se ne vidim v tem kontekstu, ne vidim se, da bi pač dala ven pesem in jo na polno promovirala in poskušala ljudi pritegniti, kar je ironično, glede na to, da smo tu, ampak rada bi spet delala glasbo na način, tako kot sem recimo v srednji šoli, ko sem preprosto napisala pesem, ker sem morala nekaj povedati in če jo je slučajno kdo poslušal, super, če ne, pa pač ne. Ampak bom pa zelo podpirala Gašperja, ker mi je zelo všeč njegov glas in vse, kar dela in ko bom imel koncerte, bom v prvi vrsti in bom pela na glas in metala modrčke na oder in bo ful dobro. Tega se pa res veselim. Vidiš, zato jaz to delam. Mislim, da boš enako zaljubljeno gledala, kot si ga zdaj, ampak pač iz prve vrste. Še bolj. Brez modrčka, očitno. Gašper, z novim poglavjem prihaja tudi kakšna sprememba stila ali karkoli, ali ostajate znotraj svojega bež sveta pastelnega? Nikoli ne reči nikoli v tem smislu. Sigurno se bom kdaj poigral s kakšnim outfitom, ampak mislim, da bo to ostalo v okviru pač najne barvne palete. Mehko in prijazno. Enih mojih prijateljev je ostalo v Ljubljani, da sem kar malo jezen. Videla sta se pa vrnila. Maribor je tak lep. Jaz obožujem Maribor. Imamo piramido, imamo Kalvarijo. Kalvarija je moja najljubša. Majhen je, prijeten je, vsi ljudje so prijatelji. Hodiš po tistih stopnicah? Ne, jaz grem po stopnicah, zdaj bom povedala najboljša pot na Kalvarijo, ki je verjetno najbolj popularna. Po stopnicah do prve postaje, do prve potke in pol po potki gor, do klopc, se malo sedem in sem tak juhu. In pol grem dol po drugi strani in
spet po poti po pobočju, da lahko prehodim sem in tja in potem si me že verjetno zgubil do konca, grem do Račjega dvora in pol nazaj po tisti potki, ki vodi do Škofijske in potem grem po drevoredu in potem dalje ne bom povedala, ker bi izdala, ker živiva. Smo v pravi smeri, ne? Torej, ostali smo pri Kalvariji. Da so si ljudje, po mojem, celo črto narisali, kje je kot. To je res najboljša pot. Ampak šla so iz Ljubljane, ker prvič najemnine v Ljubljani so nore. Centralizacija Slovenije je bedna, ker je toliko lepih mest, pa tako je mala Slovenija, komod bi lahko vsi živeli v svojih krajih in se srečevali in hodili v hribe, ampak vsi so v Ljubljani, razen naju. Ljubljana. Ni nama bila tako všeč, ne? Ja, jaz zdaj približno enkrat do dvakrat na teden hodim tja in se mi vsakič potrdi, da je bilo res super, da sva prišla nazaj v Maribor. Ljudje so zdaj kar solzni postali, vedno. Čudovito. Tudi eno svoje gnezdece ste si uredila, ne, svoje stanovanje imate, tudi ne bomo povedali kje, ampak to so zanimivi podvigi, ne, ko opremljaš, ko izbiraš, kako sta kaj jadela med vsemi temi kompromisi, ker to so en kup kompromisov, ne nazadnje, ne. Čeprav bi rekla, da imava kar podoben stil, oba hočeva čim manj stvari, pač noben od naju ni hrček, samo stran mečeva stvari, če že, oziroma jih podarjava in dajeva v stran. Potem imava isto pohištvo že zadnjih 5 let in samo prinesla sva ga iz enega 4. nadstropja v drugo 4. nadstropje. Ja, prišla sva v stanovanje. Stanovanje je perfektno, najno sansko, ki sva ga gledala zadnje 3 leta. In da se je ponudilo, je itak bilo bistveno več sreče kot pameti. Potem pa so se lotili zanimivi gradbeni podvigi oziroma napol gradbeni, bolj obnovitveni. Brusli smo parket 4 dni, potem smo trgali dol star estrih, naredili novega, potem dali gor parket in vse to smo delali sami in to je bilo ful zanimivo. In dejansko smo obnavljali 2 tedna, neprestano, 12 ur na dan, vsak dan. In jaz sem si mislil, dejansko sem iz vidika pritiska to podobno doživel kot Eurovizijo. Non-stop se nekaj dogaja, nimaš časa procesirati ničesar. Sam hodiš sem pa. Če bi vedel, bi prišel poročati z vajenega parketiranja. Sam res. Ko se vseliš, običajno en partner prinese v stanovanje nekaj, kar gre drugemu blazno na živce. A imate take predmete? Svoja mala čudaštva. Gašperjevo kolo, pač krasno je. Za cestno kolo zelo lepo kolo, ampak to kolo je veliko kolo. In pač to kolo vedno je nekje. In sicer se strinjam, da bi bilo butasto imeti to kolo v kleti, ampak morava najti prostor za to kolo nekje. Jaz ne morem imeti kolesa v kleti, moram ga imeti na očeh, da točno vem, kaj se dogaja z njim. In tako pač je. Dolgo sem razmišljal o tem, da bi ga dal v klet, ampak mi moja psiha tega ne dopusti. Torej, kitara, kolo, mogoče računalnik pa nekaj opreme, to je vse, za kar je meni važno. Čist vse ostalo bi lahko mi ljudje vkradli in bi normalno dalje živel, ampak to pa bi res bila kriza. Torej, lahko bi te vkradli WC, tuš, bi te lahko vkradli kjerkoli umivalnik. Pol bi pač hodil k tvojim staršem na WC. S kolesom, ne? Ja, točno, vidiš. Apropo kolo, prekolesaril si kar lep del Evrope. Svoj čas te še kaj vabijo te daljave? Zelo. Posebej me privlači ideja kolesarjenja in kempiranja hkrati. Ful rad spim zunaj z minimalno opreme. Sploh tam, kjer se ponavadi ne sme spati zunaj, na privat parcelah itd. To je zvenelo, kot da si nek stalker. Ponavadi ima zelo lepo pokošeno travo in to je tako fajn mehko, pa še komarjev ni toliko, ker ponavadi sušijo območje okoli. To se sliši, kot da greš ljudem na dvorišče po noči. To vse tak je. Torej, obstaja možnost, da se zdaj zbudim in vidim, da spiš na mojem vrtu. Če si v hiši doma, če imaš vrt, ja.
Imam vrt, dobrodošel. Hvala lepa. Vidiš, tako da ti lahko kar pozvonim in pridem. Ampak ja, na zadnje sem kolesaril čez Skandinavijo in odkrito povedano me ni toliko pritegnilo kot bolj južni del Evrope, ampak zdaj sem prekolesaril že 13 evropskih držav in to mi je ena izmed najboljših motivacij, najboljših šol za življenje. Tisto, ko v bistvu ti je res težko, pa vidiš, da v bistvu se mora zgoditi še ful več, da bi bilo konec sveta, da ne bi preživel. In to mi daje samozavest za tudi ostale življenjske podvige. V bistvu po tistih izkušnjah se mi enostavno dosti stvari, ki bi se mi sicer zdelo ful težko, se mi zdi pač lahkih in obvladljivih. Katera država te je najbolj utrudila? Psihično me je najbolj utrudila Nizozemska, ker je toliko kolesarskih, da sem se ful dostikrat zgubil, ker sem moral potem nazaj hoditi pa na pravo kolesarsko, ker včasih so 3 vzporedne. Fizično pa najbolj Španija, ki mi je hkrati bila tudi najlepša in najboljša za kolesariti. Tam pa je bilo res vroče, že sam iskati vodo je bil izziv in to so res težke in najbolj krasne dogodivščine, ki si jih pač lahko zamislim. Izurjen človek. Čisto za konec, ko ste ga ravno prinesla pokazati svoj čudoviti love letter, me zanima, kdaj ste pa vidva na zadnje napisala ljubezensko pismo? Predvidevam, da drug drugemu, no. To pismo je bilo edino in zadnje in prvo, ki so ga napisala drug drugemu. Iskreno, ne? So že pol si kaj napisala? Jaz mislim, da večino stvari, ki jih jaz napišem in se nanašajo na Zalo, da so neke sorte ljubezensko pismo. Torej, na primer, plis, kupi kruh. Tega nisem nikoli napisal. Seveda si. A ja, na listek zraven postelje, ja. A si pišete te post-it listke na hladilnike? Pa ne, meni se zdi, da ti tega ne vidiš ravno nekaj ekstra. Ja, samo ti pa vidiš, ne? Jaz pa vidim, ja. Draga Zala, dragi Gašper, najlepša hvala, da ste si vzela danes čas za nas, za vse te čudovite zgodbe in spomine. Kaj ne rečem, Zala, želim ti nešteto krasnih knjig, vznemirljivih in veliko miru. Gašper, tebi pa najbolj noro kariero, ki si jo lahko še zamisliš, ne? Hvala, Denis. Hvala. Tebi tudi. Smo na vezi.